Vlada, katere član ste kot minister za okolje in prostor, se je nekako takoj po prisegi znašla v težkih razmerah, ki jih povzroča koronavirus. Tako je. Praktično čez noč smo morali začeti z polnim funkcioniranjem. Mi smo imeli teh pregovornih 100 dni časa, da se seznanimo z resorjem, preden začnemo seveda ukrepati. Tako da mi smo morali prvo minuto nastopa funkcije biti polno opravilni, brez tega, da smo imeli ekipe, kajti veste, ključno pri funkcioniranju ministrstva so tudi vaši sodelavci najožji, ki jih praviloma ministri pripeljemo s seboj. To se pravi, ne glede na to smo morali začeti, jaz verjamem, da smo se učinkovito odzvali na te izzive epidemije koronavirusa, da so bile morebiti tudi kakšne spodrsljaji, ki smo jih hitro odpravili. Najpomembneje pa je, da so sprejeti ukrepi po moji oceni sorazmerni in ključno je, da se jih vsi tudi držimo in da jih spoštujemo. Še posebej te zadnji, ki so namenjeni preprečitvi nadaljnjih okužb, širjenja teh okužb, ki so med nami. Sleherne izmed nas je lahko okužen danes in najslabše bi bilo, da okuži tudi druge. Nihče ne ve, ali je okužen ali ne, in zato se mi zdi, da je prav, da spoštujemo te ukrepe, ohranjamo to osebno distanco in se vedemo, kot da smo okuženi. No. To preprečuje širjenje in s tem bomo tudi najlažje čim prej šli iz te nezavidljive situacije. Lahko bi rekli, da ukrepi segajo na vsa področja, kjer prihaja do stikov med ljudmi. Niti ne na vsa. Lahko jih gojimo stike tudi preko signala, kot midva sedaj, lahko preko Skypa, lahko preko drugih sodobnih načinov komunikacije. Ne nazadnje lahko tudi na nepretirano bližino, skratka osebni stik je možen tudi z ohranjanjem neke razdalje med ljudmi. Sedaj, ko je to nekoliko ovirano oziroma omejeno gibanje, je to seveda omejeno zgolj na najnujnejše opravke. Katere ukrepe pa ste sprejeli na vašem ministrstvu? Na našem ministrstvu smo sprejeli v bistvu eno navodilo, to je navodilo glede ravnanja z odpadki, skratka z odpadnimi maskami, osebno zaščitno opremo, ki jo uporabljajo delavci, pa tudi ki jo uporabljamo za osebno varovanje pred koronavirusom. To je, da se seveda vsi te odpadki zavežejo dvakrat najprej v eno in še to vse skupaj v eno plastično vrečo in da se seveda hranijo 72 ur. Ni namreč zdravstveno dokazano, da bi se koronavirus širil tudi preko odpadkov. To je bil prvi ukrep. Drugi ukrep je ta, da smo poslali navodilo vsem, ki izvajajo komunalne javne službe, tako glede ravnanja z odpadki, kot ne nazadnje tudi zagotavljanja ustreznih dežurnih služb pri oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z ostalimi nujnimi komunalnimi storitvami. Se morda že kažejo rezultati oziroma učinki teh ukrepov? No, kar se naših ukrepov tiče, jih ljudje spoštujejo, nimamo podatkov, da jih ne bi, vendar na mojo osebno srečo na Ministrstvu za okolje in prostor ni v pristojnosti te drugi ukrepi, ki so za prebivalstvo bolj pomembni, ki sodijo recimo pod pristojnost Ministrstva za notranje zadeve, ko govorimo o omejevanju gibanja, ali Ministrstva za zdravje ali kateregakoli drugega ministrstva. Tako, kar se našega resorja tiče, je zaenkrat zadeva zelo učinkovito v izvajanju. Če se dotakneva še ostalih tem, katerim področjem boste v svojem mandatu dali prednost? Imamo nekaj izredno kratkoročnih izzivov. Prvi je gotovo ta, da sem podedoval kupe smeti oziroma te odpadne embalaže na dvoriščih komunalnih podjetij. To je treba interventno rešiti pred nastopom višjih temperatur in nadaljnjim kopičenjem. Ne nazadnje so tu tudi žarišča oziroma potencialna nevarnost za požare, okužbe in podobno. Tako da to je prvi tak zalogaj, ki sem ga podedoval.
Drugi podoben, ki sem ga tudi podedoval, je odziv na škode, ki jih povzročajo divje zveri kmetom. Namreč zlasti obdobje volka in medveda se sedaj začenja. Žal pa v tem vsem času zimskem ni bilo narejeno skoraj nič, da bi lahko učinkovito reševali ta problem. Zato imamo že urgentno na mizi prvi škodni primer, ki ga je doživel kmet, ki mu je volk dodobra z desetka v čredo govedi, in tu moramo hitro in učinkovito ukrepati, pri čemer imamo pa zelo veliko podedovanih težav. Zato želimo zdaj narediti en učinkovit sistem, tudi tako v teh kriznih časih, kot tudi kasneje, da urgentno in promptno rešujemo to problematiko. Kar se pa nekih srednjeročnih izzivov tiče, to govorim na obdobje tega leta, moramo pa intenzivno začeti in tudi končati nekatere poenostavitve številnih prekompliciranih in zbirokratiziranih postopkov, ko govorimo o pridobivanju gradbenih dovoljenj, ko govorimo o postopkih sprememb občinskih prostorskih planov, podrobnih občinskih prostornih prav, okoljevarstvenih soglasij, okoljevarstvenih dovoljenj. Te postopki so pretirano zbirokratizirani, dolgi, uradniki ne odločajo na podlagi nekih metodologij, ampak bolj ali manj po prosti presoji in zato v določenih primerih prekomerno komplicirajo. Tako da je to pravzaprav moja izziv tako na kratki rok, se pravi že v letošnjem letu in seveda tudi na rok do konca tega mandata. Tretja prioriteta je pa pospešitev državnih investicij, ki so nujne za razvoj te države, tako na energetskem kot ostalem infrastrukturnem področju, recimo tretja razvojna os, hidroelektrarna Mokrice, tudi ostala železniška infrastruktura in podobno.